Spoštovano občinstvo, lepo pozdravljeni na literarni matineji Celjske Mohorjeve družbe. Iz razumljivih razlogov začasno spet na svetovnem spletu, tako da vas pozdravljam iz Celja. V naši družbi pa toplo pozdravljam današnja gostja, in sicer to sta izjemna logoterapevta in vsestranska sogovornika, dr. Jože Ramovš in dr. Sebastijan Kristovič. Lep pozdrav. Dober dan, lep pozdrav tudi iz Ljubljane. Tako, in drugi iz Maribora. Tako. Verjamem, da ju ni treba posebej predstavljati, zato le nekaj besed. Dr. Jože Ramovš dela kot raziskovalec in predstojnik na Inštitutu Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje v Ljubljani. Pod okriljem Celjske Mohorjeve družbe je izšla njegova knjiga Sožitje v družini, sicer pa je urednik logoterapevtske zbirke Smisel, po kateri je številne izdaje pospremil s svojim razmislekom. Med drugim tudi obe najnovejši knjigi Jezus in logoterapija ter Stori prvi korak. Dr. Sebastijan Kristovič pa je profesor na različnih študijskih programih in prorektor za študijski proces na Alma Mater Europeja, je direktor Mednarodnega inštituta za psihoterapijo in uporabno psihologijo, v okviru katerega deluje svetovalno-terapevtski center za družine, pare in posameznike. Deluje tudi kot raziskovalec iz področja logoterapije, eksistencialne analize, duševnega zdravja in vzgoje. Trenutno vodi obsežni 3-letni projekt Agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije, holistično vzgojno-izobraževalni proces in krepitev duševnega zdravja. Današnje srečanje smo naslovili za smisel vsakega koraka. V teh izrednih razmerah po 2 leti spremljamo epidemiološke valove, zategujemo, sproščamo ukrepe, se družimo, pa se spet gledamo preko ekranov oziroma različnih zaslonov. Veliko ljudi ima težave z osmišljanjem tega časa. Kako si pomagati? Dr. Ramovš, izvolite. Ja, to je vprašanje zmot. Ljudje se veliko motimo. Tako da smisel najti pomeni ne motiti se, ampak iti v razvoju tisto pot, ki je najbolj ugodna zame, za druge ljudi in za naravno okolje. Vse, kar pa od tega odstopa, je pa ali hudobija ali pa zmota. Eni mislijo, da je zelo veliko hudobije, to se pravi, da ljudje nalašč delajo narobe, da so zarote in tako naprej. Moja izkušnja, skoraj 75-letna na tem svetu, pa tudi vse, kar študiram, temeljitega je, da ljudje se predvsem motimo. Mislimo dobro, nastane pa slabo. To se pravi, da se motimo, da zgrešimo smisel predvsem na ta način, da mislimo, da je nekaj dobro, smiselno, da je to pametno, treba narediti, potem pa se pokaže, da ni bilo tako. To je moje mnenje glede tega, da ljudje mnogokrat ne najdemo pravega smisla. Z dobrim namenom naredimo slabe stvari. Dr. Kristovič, kako pa vi osmišljate ta čas? Ja, različno. Zdaj, konec oktobra smo imeli 3-dnevni svetovni logoterapevtski kongres. Naslov je bil Imperativ najdenja oziroma iskanja smisla v problematičnem svetu. In so se logoterapevti pravzaprav iz celega sveta ukvarjali ravno z tem vprašanjem. Meni je bil pomenljiv naslov ta imperativ, torej kot nek velelnik. Zdaj vemo, da nekega enoznačnega odgovora sicer ni, čarobnih receptov tudi v logoterapiji kot v življenju ni, se jim pa zdi nekaj ključnih poudarkov, ki jim je pa potrebno nameniti neko posebno pozornost. Recimo prvi je to, da se treba zavedati, da situacija ni katastrofalna. Ljudje smo nagnjeni k katastrofam, k ekstremom, še posebej množice. Zdaj človeštvo, vemo, je preživelo hude grozote, veliko hujše kot to. Torej, s tem, s čimer se sedaj soočamo, je hudo, je težko, ni pa katastrofalno. Sam pa vedno tako gledam, da so takšne situacije neka možnost, neka priložnost in jaz vedno svetujem, da je potrebno to mogoče vzeti kot neko revizijo, kot nek obračun, da se malo ustavimo, da pogledamo malo globlje naše odnose, naše življenje, področje vzgoje in tako naprej. In vemo, da krizne situacije vedno naplavijo na površje tisto vsebino.
vsebino, iz globine, to, kar v resnici je. Frankl je to temeljito spoznal v Taborišču in on je zelo dobro to povedal, ne, da je pravzaprav od nas odvisno, kakšni in kaj bomo postali, torej na podlagi nekih naših odločitev, in kot vemo, kriza pomeni neko odločitev, nekaj novega, neka priložnost, neka prelomnica. Drugo se mi zdi tudi zelo pomembno, čemu dajemo pozornost, čemu daje človek v tem času pozornost. Frankl veliko govori o tej hiperrefleksiji, pretirani pozornosti. Zdaj, bolj se z nečim ukvarjamo, večje to postaja. To pomeni, če se bolj z negativnimi stvarmi, negativnimi občutji, vedno bolj me to preplavlja. Zdaj na svet bi mogoče v tem smislu, da se treba mogoče vprašati, kaj sem si vedno želel početi, pa mogoče nisem imel časa. Kako bi recimo lahko najbolj smiselno preživel in porabil ta čas. Mogoče Lukasova v tej knjigi svetuje nekje, da je potrebno narediti seznam, ki ga oštevilčim, pa potem se lotim točko po točko, ali pa družinske igre, partnerske igre, sprehodi, knjige. Skratka, možnosti je res ogromno, zadeva sploh ni tako katastrofalna. Temeljno je pač to, kako se človek na to naravna, kakšno stališče do tega zavzamem. Enako tudi kot recimo današnje vreme, lahko rečem, kako grozno vreme, lahko pa rečem, kako lep jesenski dež. Lahko rečem, kakšna groza, da ne moremo biti v živo, lahko pa rečem, fajn priložnost, preko Zooma se bo lahko veliko več ljudi udeležilo današnjega srečanja. V kontekstu tega večnega pritoževanja, kako je vse narobe, zelo pogosto slišimo, da ljudje danes nimajo več nobenih vrednot. Ampak to v bistvu ni res. Mogoče samo nimajo takšnih vrednot, ki bi si jih mi želeli, da bi jih imeli. Ne moremo biti brez vrednot. Smo lahko brez smisla ali pa lahko imamo napačen smisel v življenju. Dr. Ramovš? Ja, tako kot ste že sami rekli, Frankl, Lukasova in drugi so zelo tega mnenja v svojem raziskovanju. To pa pomeni, da stvari so vredne same na sebi toliko, kot so. In mi lahko še tako se prizadevamo, da nečemu, kar ni vredno, damo veliko vrednost, v tem primeru se motimo in nam čas pokaže. Lahko pa obratno nekaj, kar je zelo pomembno, zelo vredno, veliko vredno, bistveno za življenje, ali pa če že hočete, je smiselno, zelo smiselno, da to naredim tukaj, zdaj, danes jaz, pa to omalovažujem. To mi ni vredno, to se mi ne zdi smiselno, lejte, se spet motim. In potem čas pokaže, da sem se motil. Tako da, Franklova misel, pa vseh logoterapevtov, pa v antropohigieni je, da človek ima to zmožnost, se to vsi ljudje vedo od nekdaj, da ima to zmožnost, da v stvareh odkriva njihovo vrednost. Pri tem pa se lahko moti, kot sem prej rekel. In ta zmeda, ki je danes precej v zraku, da ali mi dajemo stvarem vrednost, ali imajo same stvari vrednost. Tukaj pa zdaj ni jasno, je bilo pa v zgodovini človeštva bolj jasno, da neka stvar ima vrednost sama. Moje očala, gledajte, ki jih imam tukaj, imajo vrednost, da popravijo dioptrijo mojih oči. In zdaj vidim na ekranu vas zelo jasno, če pa dol vzamem, pa ne. To se pravi, vrednost očal je v očalih, ne da jim jaz rečem. Ker če bom jaz rekel, ta očala so pa zame smiselna, potem bom vzel po okusu najlepša, največja, najmanjša, ne vem kakšna, najbolj enostavna, najbolj komplicirana, videl pa bom še slabše kot brez očal. To pa pomeni iskanje vrednot, iskanje smisla je v logoterapiji dialog s stvarjo, z očali, z mojim slabim vidom ali pa s človekom drugim, pa s sabo, svojo vestjo. To je razlika, da vrednote, smisel iščemo ali pa ga dajemo. Danes pogosto rečejo, mi stvari osmišljamo. To pa pomeni, stvarim dajemo smisel samovoljno. Tega je veliko, ampak ta zgodba se potem maščuje. Cepljenje proti covidu ima smisel v sebi, ker zmanjšuje bolezen, če pa tega
ne iščem v samem sebi, ampak v svoji glavi, potem pa zelo hitro rečem, ne, tam zadaj je 100 drugih stvari. Je 100 drugih stvari škodljivih, ne, in cepljenje nima nobenega smisla. Glejte, v tem primeru sem pa cepljenje o nesmislu. In od takrat naprej imam zelo trdno stališče, cepljenje je škodljivo. Vendar pa je to moje stališče, ne izhaja pa iz narave bolezni COVID-19, niti iz cepiva, ki malo imunizira. Ne 100%, ima stranske učinke, vendar pa torej smisel pa vrednote iščemo lahko samo v poštenem dialogu s svojo vestjo, z drugimi ljudmi in stvarmi. Ja, izvolite. Ja, Saška, postavili ste zelo, zelo aktualno, zanimivo vprašanje. Jaz se dejansko to vprašanje me kar nekaj zadnjih let tako kar zaposluje. Sam bi to nekako imenoval kot neki nadomestni smisli. Ljudje se velikokrat najdevamo neke nadomestne smisle, ali pa Freud bi mogoče govoril o neki sublimaciji in se mi zdi to res zelo, zelo pomembno. Recimo, temeljno vprašanje je, kaj me žene, kaj je ta motivacijski faktor, to je tisto ključno vprašanje, kaj je motiv tega, kar počnem. In kot vemo iz psihologije, ljudje imamo razvite zelo sofisticirane različne obrambne mehanizme, da nekaj delamo, oziroma ko nekaj delamo, in je to samo po sebi, kot profesor Ramovš pravi, oziroma Jože, midva se tikama, je to samo po sebi slabo, in to je neka logika zla, da človek dela napak, narobe, potem pa išče razumske, povsem racionalne argumente, da upraviči to, kar dela, kar je samo po sebi napačno. In velikokrat kdo reče, ja, danes vrednote so v krizi in tako dalje, to ni res. Jaz se bolj nagibam k temu, da je v krizi človek, ki ne živi po vrednotah, ker te temeljne vrednote so nekaj temeljnega, fundamentalnega in jih ne določamo mi, torej teh temeljnih vrednot, mi samo se odločamo, ali bomo živeli po teh vrednotah, ali pa ne bomo živeli po teh vrednotah. In recimo sam študentom vedno rečem, ko odpiramo te teme, da je ključno temeljno vprašanje, ali bomo življenje živeli ali ga bomo preživeli. V smislu naših južnih bratov, ko rečejo, cilj ove teme je, da prođe vrijeme. Torej, kaj bom naredil iz svojega življenja, zakaj ga bom porabil, zakaj se bom strošil, zakaj bom porabil svoje talente, darove, kakorkoli že. In glede na neko svojo osebno izkušnjo, glede na delo z ljudmi in tako naprej, bi upal reči, da je tega res veliko. Kako recimo drugače razložiti, kljub odličnemu materialnemu stanju, blagostanju, v katerem danes živimo, koliko je raznih duševnih stisk, duševnih bolezni, anksioznosti, depresij, zasvojenosti, samomora in tako dalje in tako naprej. In ravno zaradi tega je tako zelo pomembna vzgoja. Vzgoja je pravzaprav najpomembnejša. Oblikovanje osebnosti, recimo samopodoba, kako človek samega sebe doživlja, samozavest, ali verjame v svoje zmožnosti, sposobnosti in še bi lahko naštevali. In danes mislim, da je ključno temeljno vprašanje ta umetnost življenja, torej v smislu, kako živeti. In po Franklu že vemo, temeljni človekov gon, gonilna sila, temeljno hrepenenje je volja do smisla, ki nekako določa, vodi človekovo vedenje in življenje. In ko je ta volja do smisla frustrirana, to pomeni, ko človek se svojimi dejanji ne zadeva tistih pravih smislov, kot je že Jože prej dobro razložil, razmerje vrednote smisla, torej, ko volja do smisla zgreši cilj, ko je frustrirana v tem smislu, takrat v ospredje začne stopati volja do užitka, po Freudu ali pa po Adlerju volja do moči. Torej, šele ko je življenje neosmišljeno, na nepravilen način živeto, šele takrat človeka začnejo voditi ti goni, ta težnja po moči, po oblasti, po užitku in tako dalje in tako naprej. Še veliko bi lahko o tem govorili, ampak smo časovno omejeni. Ravno to, kako v družinah, namreč odprli ste eno pomembno vprašanje. Vzgoja je osnova, kako bomo funkcionirali kot posamezniki, kako bomo živeli svoje starševstvo in tako naprej. Ampak kako vzgajati otroke, potem v kriznih situacijah ugotovimo, da
kaj vse nimamo razčiščeno, tako pri sebi, tako pri vzgoji na splošno, in v teh trenutkih, v teh časih se to še malo bolj izraža. Doktor Ramovš, kako pomagati staršem, tako zelo na hitro? Staršem pri vzgoji lahko pomagamo danes v sodobnem postmodernem času, se pravi zadnjih 30-40 let, tako da starše povezujemo med seboj v zakonske, v družinske skupine. To izkušnjo tisti, ki jo imamo, tudi starejši, recimo, ki imamo otroke starejše od 18 let, pa smo povezani v skupino 18+, nocoj bomo imeli po Zoomu sestanek, nas 9 takih parov, ki imamo otroke nad 18 let plus. Lejte, tam se dogajata 2 stvari, ko se povežemo. To, kar se je v tradiciji dogajalo v veliki družini, razširjeni, ker so bili vse 3 generacije in tako naprej, pa med sosedi, tega danes ni na ta način. To se dogaja v zakonskih in družinskih skupinah, ker je 5, 6, 7, morda 8 parov, imajo različne izkušnje. Te izkušnje se med seboj delijo in sicer predvsem dobre izkušnje. Kako vzgajamo, kako z odraslimi otroci, kako z vnuki, kako kot tašči, kot tašči in ta nastopamo in tako naprej. Ko se te stvari pogovarjamo, kako gospodarimo, kako gospodinimo in 100 takih vprašanj, ko svoje izkušnje povemo, istočasno imamo pa vsak svoje znanje, potem se zelo bogatimo. Ko se to dogaja, da starši sebe oblikujemo kot ljudi, kot starše, na način, ki je današnjemu času primeren, ne tradicionalen, ampak sodoben, potem gre vzgoja samodejno, bolj ali manj samodejno po pravih tirih. Treba se obrniti iz zunanjosti navznoter, ne? Pa drugemu. Tako. Doktor Kristovič, včeraj sem zasledila, da vas je zaposlovala knjiga Stori prvi korak. Namreč, zdi se, da izredne razmere, to ste že prej omenili, iz nas kot družbe vedno potegnejo ali najslabše ali najboljše, ampak v trenutnih časih nimamo vedno občutka, da nas druži v dobrem. In o pripravi te knjige Elizabeth Lucas, Stori prvi korak, reševanje sporov, ustvarjanje miru, me je večkrat spreletelo, da bi to knjigo morali Slovenci nam jo predpisati na recept. Katerih veščin oziroma volje do miroljubnih rešitev nam manjka? Ja, res je, včeraj zvečer sem še malo listal naprej in nazaj in ta knjiga je res čudovita, kot ste sami rekli, bi jo trebalo res imeti kot obvezen učbenik. Vsi, ki delajo z ljudmi, psihologi, psihoterapeuti, zdravniki, pravzaprav vsak človek, ker je res čudovita, po svoji jasnosti, konkretnosti, kar vemo, odlikuje Lucasovo in Frankla in še marsikoga. Mogoče ne toliko, da so te izredne razmere potegnile iz nas, iz družbe, ampak bolj vidim, da na nek način so odstrli, razgalili. Skratka, krizne situacije vedno pokažejo neko bistvo človeka, družbe, odnosov, kar smo že rekli. Zdaj, kaj nam najbolj manjka? Jaz bi dejal ljubezni. Danes v sodobnem času nam manjka preprosto ljubezni, radosti. Torej, imeti rad človeka, imeti rad tudi sebe. In mislim, da iz tega vse izvira, iz tega tudi pride medsebojno spoštovanje, strpnost, sožitje, vse to. Recimo, neka jeza, neka agresija, vse to praviloma prihaja vedno iz neke globoke ranjenosti in pomanjkanja ljubezni. Lahko bi rekli, če malo prilagodimo rek od Avguština, on govori o petju sicer, ampak kdor ljubi, slabo ne misli. In poznamo že iz filozofije, iz teologije stoletja nazaj, red ljubezni, torej ordo amoris. Ker kakorkoli že se treba zavedati tudi človekovega delovanja, človekove psihe, recimo o tem nas je veliko naučil, glede na ta čas se mi zdi zelo aktualno, René Girard. Torej o tem mehanizmu grešnega kozla, on tam nekje govori o ustanovnem umoru.
Skratka, družba vedno išče nekega grešnega kozla, na katerega zmeče vse svoje frustracije, nezadovoljstvo s svojim življenjem, danes bi rekli tudi neosmišljenim življenjem, na tega grešnega kozla, ki je vsega kriv, ne. To tudi danes vidimo, mi vedno iščemo, smo nagnjeni k temu, da krivca vedno iščemo nekje zunaj in ga tudi na nek način mitiziramo, ne. Če pogledate vse te teorije zarote, torej jaz sem neka žrtev, vsi drugi pa so proti meni, učitelji, zdravniki, ravnatelji, strokovnjaki, vlada, skratka, nekdo je na drugi strani, ne prav mitizirano, jaz sem pa uboga žrtev vsega tega, ne. In ko jaz najdem, to je ta psihološki mehanizem grešnega kozla, ko jaz najdem nekoga, da ves svoj gnev zmečem na njega, je potem posledica neka mir in sprava, ne. Ali pa to so taka temeljna dela, ki zelo veliko povejo o sodobnem času, ali pa ta znamenito delo psihologija množic Gustava Le Bona, kjer je množica anonimna, ima občutek nepremagljivosti, neodgovornosti, občutje se naleza in tako naprej. In ko malo to pogledamo, nam je zelo jasno, kako danes deluje družba, torej na tej psihološki ravni kot družba in vsak posameznik. Ključno vprašanje pa se mi zdi, kako pomagati, kako izboljšati družbo in kako izboljšati odnose. In mislim, da je ključno to, kar ta knjiga tudi prinaša, kako reševati konflikte in jih ne zaostrovati. Mogoče samo en taki drobec, ki bi izpostavil, ki se mi zdi res pomembno, kar je Lukasova poudarila, je, da se je potrebno vživeti v drugega človeka. Kako to, da on tako čuti, kako to, da on tako vidi. Druga zadeva pa se mi zdi, da je tudi potrebno pogledati, ko govorimo o teh odnosih in konfliktih, pogledati nase iz druge perspektive. Torej, ne kako jaz vidim konflikt, kako jaz vidim, kaj je narobe, ampak kako drugi vidi mene, kako je drugemu živeti in delati, delovati z mano. In predvsem to, kot sem prej na začetku omenil, ne, zavedati se to, ne, fratelli tutti, pravi, je napisal papež, ne. Vsi smo v istem čolnu, vsi smo bratje, ne, vsi smo sestre, ampak to ne mislim v nekem tem pobožnem smislu, ampak zelo globoko eksistencialnem. Samo poglejte, recimo, zdaj je bila ta konferenca glede podnebnih sprememb, ne. Ja, ne moremo biti mi pa vi, pa oni pa drugi, mislim, ker na Jupiter ne bomo mogli odleteti, ne, bomo mogli nekaj se skupaj dogovoriti, kaj bomo za to zemljo, z naravo, z vsemi nami skupaj nekako naredili, kako bomo skupaj živeli in spet smo pri vzgoji in izobraževanju, ki je tukaj ključnega pomena. Doktor Ramovš, vi ste prispevali spremno besedo, tako za to knjigo Stori prvi korak in tudi za drugo Jezus in logoterapijo, za katero pa prav tako pravite, da je v aktualnih razmerah zelo primerna knjiga za branje. Ja, če ostanemo pri tej, ki ves čas na nek način govorimo o njej, Stori prvi korak, spori, konflikti, to so vsakdanje dejstvo. Glejte, človek je sam seboj na nek način naprej, ne vem, nazaj ne smem, a ne v konfliktu sam seboj pogosto in je nezadovoljen, napet. Še bolj pogosto je verjetno v konfliktu z najbližjimi, v družini. Manjšim ali večjim, tiste vsakdanji nesporazume, ko se ne slišimo, ko se ne razumemo in tako naprej. Pa tudi potem v večjih konfliktih. Se pravi, konflikti so del sožitja, enako kot je del sožitja, da se imamo prijetno, luštno. To je en vidik, kadar se imamo luštno, kadar vsi gledamo v isto stvar, pa nam je zelo prijetno. Drug vidik sožitja je, ko dobro sodelujemo, da je nekaj narejeno, komplementarno dobro sodelovanje. Tretji vidik, ki se ga ne moramo izogniti, nikjer so pa konflikti. In jaz mislim, tako kot Lukasova tlele ima, da ta tretji vidik, kako rešujemo stvari takrat, kadar nam ne gredo v sodelovanju, v sožitju, družine, službe in družbe, da se je treba stvari tudi učiti. Sodelovanju se učimo, pravzaprav vsa šola, ves poklic je učenje za sodelovanje, medtem ko kako v konfliktu voditi dialog. To pa pomeni, da bom razumel spor, da se lahko motim jaz, da se lahko moti on, da se lahko motiva vsak malo, da se lahko noben ne moti, ampak oba prav misliva, ampak eden o eni stvari govori, drugi pa o drugi.
V Bosni rečejo, deda šumom, baba drumom, a ne da hodimo vsak po svoji poti in imava spor zaradi nesporazuma. Tu jih je še največ najbrž. Glede, tako da, kdor se hoče o sporih naučiti nekaj, Lukasova ima tukaj veliko monografijo o tem, veliko znanja. In sicer tako, da spor razumemo, da razumemo sebe, da se postavimo pod vprašaj, če se motim, da drugega postavimo vprašaj, lahko se moti, ampak misli pa, da prav misli. Ali pa se ne moti, pa se jaz motim. To se pravi, da smo odprti. Ta odprtost in angažiranje, nekaj treba vložiti, tako kot v vsako investicijo, v vsak nakup vsakega aparata, avta je treba nekaj vložiti, tako je treba nekaj vložiti in en vložek je tudi znanje. Tako da to v tem. Ste me pa vprašali tudi o knjigi, morda za konec, Jezus in logoterapija. To je Leslie, ki je tudi šla, kakšen mesec morda pred stori prvi korak, prav tako pri Mohorjevi letošnje leto. To pa je knjiga logoterapevtska, ameriški logoterapevt zgoden iz 60-ih let, je takrat med koncilom, je delal metodističen, vrhunski znanstvenik pastoralne psihologije, tako kot je bil v Sloveniji Trstenjak. In Mohorjeva ima dobro tradicijo. Prvo pastoralno psihologijo na svetu izdala, to je bila Trstenjakova, takoj po drugi svetovni vojni, med vojno je pa pisal Trstenjak, na prošnjo škofa Rožmana jo je napisal. Po vojni pa je Mohorjeva izdala in malo pred osamosvojitvijo je ponatisnila, malo razširjeno, ko je še Trstenjak živel. Tako da, in zdaj Leslijeva knjiga, se pravi pastoralnega psihologa, logoterapeuta, pa ne samo logoterapeuta, je tudi Jungovc bil, pa Olporta je študiral, je bil vrhunski. Zdaj v tej situaciji, ko cerkev recimo skuša bolj iti v notranji dialog, v zbornost, v sinodalnost. Cel ta proces je zdaj sprožila papež Frančišek, ki se ga že omenjal za nekaj let. Glejte, je pravzaprav pastoralna psihologija, pa njeno znanje, pa njene izkušnje, pa metode so velik pripomoček, ker sinodalnost je pravzaprav najprej reševanje sporov. Ko pa rešimo spore, pa ploden dialog za razvoj. In metoda, pot, po kateri to dosežemo, ali pa če hočete orodje, metoda je orodje, ki ga imamo, tako kot se očala orodje, da vidim. Pastoralna psihologija je orodje, da do sinodalnosti pridemo. Zato te knjige jaz zelo cenim v Trstenjakovi tradiciji pastoralne psihologije. Ni pa naključje, da je Mohorjeva izdala majčkeno predtem pa Franklovo knjigo Človekovo iskanje najvišjega smisla. To se pravi, kako razmejiti verovanje in psihoterapijo oziroma antropohigieno preventivno. Pa še ena knjiga Lukasova pa Frankl in Bog, to je pa založba Novi svet izdala, ki je pa Lukasova kot poznavalka ta Franklov vidik odnosa do religioznega. Tako da mi imamo zdaj na kupu, če vzamem knjigo Jezus in logoterapija, pa če na Trstenjaka pozabim, pa ga ni dobro pozabiti na te njegove velika spoznanja, pa Frankla, iskanje najvišjega smisla, imamo zdaj veliko znanja kot orodij za uresničevanje sinodalnosti, ki se cerkev znotraj sebe in do sveta zanjo prizadeva. Kratka, o tem bomo morali kdaj podrobneje še spregovoriti. Sicer pa za konec, vedno se nam zdi, da situacija, v kateri smo se znašli mi, je najtežja, ampak objektivno živimo v času velikega obilja, tudi obilja, blagostanja in tako naprej. Ampak, gospod Kristovič, že prej ste omenili nekaj na to temo, zakaj imamo danes ljudje toliko težav z iskanjem svojega zakaj. Ker če bi vedeli, kakšen je naš zakaj, bi zmogli vsak kako. Zakaj se nam tu tako pogosto zalomi? Ja, to je čudovita Nietzschejeva misel, ki je Frankl velikokrat omenja in piše. Kot vemo, v logoterapiji je tako vedno individualen pristop,
torej za vsakim človekom posebej, težko je dati tako en splošen odgovor, ampak v splošnem bi pa mogoče razmišljam tako, zakaj imamo težave z iskanjem tega smisla, čeprav imamo zunanje pogoje za življenje zelo dobre, tako dobre kot še nikoli do sedaj. Mislim, da je ravno odgovor v tej smeri, kot sem že prej omenil, da smo pozabili živeti, pozabili smo, kako kakovostno, smiselno živeti, in mislim, da sodoben človek tega smisla ne najde, ker ga pravzaprav sploh ne išče, ker ni prebojen, pa ne mislim prebojen v nekem New Age smislu, ampak kakorkoli že v življenju se je treba včasih malo ustaviti in malo premisliti, kako živim, kakšni so moji odnosi, kaj je v življenju res bistveno, kaj je temeljno, kaj me nosi, za kaj dejansko živim. Recimo, zdaj pogledajte en konkreten primer, da smo konkretni. Recimo Božič, že sedaj stojijo smreke po trgovskih centrih, že nekaj tednov nazaj, pa je komaj november. Če vzamemo Božiča ali pa drugim praznikom stran, nakupovanje, jed in pijačo, ne vemo, kaj narediti sploh s praznikom. Danes se zdi, kot da se sploh ne znamo več, kot da ne znamo praznovati, kot da se ne znamo veseliti, ne veseljačiti, ampak veseliti, praznovati, kaj to sploh pomeni. In zanimivo, nekaj dni nazaj, verjetno ste zasledili, je Frančišek, torej papež, veliko govori o tem, o veselju, pravi, da brez veselja ni svetosti. Brez veselja ni svetosti, torej to veselje je nekaj res pomembnega, in ta potrošniška paradigma, lobby, je veliko bolj resna stvar, kot si sploh predstavljamo. Človek hrepeni po tem, da bi bil srečen, da bi bil ljubljen, to je pravzaprav njegovo najgloblje hrepenenje, ampak vsi poznamo Edwarda Bernaysa, ki je začel na začetku 20. stoletja z to propagando, najprej v Ameriki, v politiki, potem pa je to prenesel na korporacije, na potrošništvo, no, in je znan njegov rek, ko pravi, da bodo ljudje morajo začeti kupovati to, kar si želijo, in ne samo to, kar potrebujejo. In mislim, da smo tu malo, kot je Jože danes večkrat omenil, to zmoto. Jaz mislim, da je ključ v tem. Mi smo danes zamenjali sredstvo in cilj. Mi danes več točno ne vemo, kaj je bistveno, kaj pa je postranskega pomena, in jaz mislim, da je rešitev iz te zagate, da ravno prerežemo ta gordijski vozel, da se obrnemo iz teh ruševin, v katerih smo, kar pravi tudi Frankl, v zvezde. Iz ruševin se lepo vidijo zvezde, zdaj pa treba se pa seveda orientirati po teh zvezdah. Zdaj pa iz logoterapije vemo, človek je svobodno in s tem tudi odgovorno bitje, in se bo vsak posebej moral odločiti, kaj bo njegov kompas smisla in po kom se bo njegov kompas smisla tudi ravnal, v katero smer bo kazal. Doktor Ramovš, kako se torej ozreti proti zvezdam in kako znova odkriti življenje in veselje v tem koncu leta koledarskega? Ja, če recimo ostanem pri tem, o čemer smo govorili, o teh dveh knjigah, Leslija, Jezus in logoterapija, predvsem pa Lukasova Story, prvi korak, je noter kar nekaj znanja, orodja za to, da lažje in bolj smiselno v eni knjigi rešujemo konflikte, vsakdanje, večje in manjše spore, v drugi pa kako pravzaprav z vidika verovanja, verske pastorale navezujemo zdrav kontakt s sodobnim svetom, ali pa, če že hočete pokoncijsko, premoščamo prepad med verovanjem in vsakdanjem življenjem. Ta investicija v znanje na vsakem področju je pomembna, ni manj pomembno konflikte obvladati, kot hišo narediti ali pa en nov jezik se naučiti. Zato na Inštitutu Antona Trstenjaka, ki je bil ustanovljen 92. leta kot inštitut za logoterapijo, ob teh knjigah, ki jih Mohorjeva izda, ponavadi naredimo tudi tečaj. Bolj ali manj temeljit, ob tej Story, prvi korak o konfliktu, bova s kolegom Malenom zelo temeljit enosemestrski seminar naredila. To pa pomeni, da
znanje in svojo izkušnjo o reševanju konfliktov v eni skupini 10 ljudi temeljito obvladamo, podobno pa verjetno tudi za versko pastoralo, zdaj v sinodalnem letu, da bomo tak tečaj naredili, pa seveda krajši, 1-2 dni, Jezus in logoterapija od Leslija, že zaradi Trstenjaka, ki je prvi pastoralni psiholog bil na svetu. Tako, nekako smo prišli do konca, žal nismo se videli v živo, ampak kot je rekel gospod Kristovič, tudi takole je bilo lepo in ostalo bo še na spletu, tako da bodo lahko naši gledalci delili tudi naše razmišljanja o tej temi, ki pa seveda odpira še cel kup novih vprašanj in gotovo se bomo kdaj ob tem še srečali. Dr. Jože Ramovš in dr. Sebastijan Kristovič, hvala za vajino družbo, prijeten pogovor in dragocene uvide. In hvala tudi vsem, ki ste nam tem ponedeljkovem dopoldnevu naklonili svojo pozornost. Vse dobro in lep dan še naprej. Srečno, nasvidenje. Hvala za povabilo in lep pozdrav iz Maribora.